Dragi gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, vi pa gledate današnje Uro resnice in ne boste vedeli, kdo je tukaj z nami. Zmago Jelinčič Plemeniti, predsednik Slovenske nacionalne stranke. Zdaj, Zmago, mi da se že dolgo leta poznava, ne? Tako je. Zato se bo tikala, ne? Jasno. Ker se bi itak ves čas med oddajo motila, ampak čeprav se dolgo leta poznava, sva se pa zdaj po dolgem času spet videla, ne? Res je, ja, kar nekaj časa meni bilo pomislim, ne vem točno kdaj bi se spomnil, ampak mislim, da sva se nazadnje videla, ko je bila še zadeva aktualna za tvojo zadnjo ločitvijo, ne? Ja, takrat, ja. Gospo Moniko Zupanc, ne? Tako. V kakšnem stanju je zdaj ta zadeva? Ja, ločena smo. Takrat, ko so bile te težave z delitvijo premoženja, pa tako dalje. Ja, zdaj takole je, ne, zmenili smo se, zadeva je rešena, hiša na morju je moja, hiša v Ljubljani je moja, tisto, kar je noter je moje. Ja, to ja, ampak sem moral kar fajn se olajšati, ne. Ampak ne bom še o tem govoril koliko, zaradi tega, ker je pogodbeno, da če bom v določenem času govoril o tem, dobim 5 jurjev kazni za to, ne. Tako da mislim, moram počakati še kakšen let pa pol. Ne bi se splačali 5000 evrov plačati, pa da javnosti poveš pa to. Razen, če ti mi plačamo, ali kako, ne? Ja, to bi pa bilo. Pa je zanimiva pogodba, ali kako? Ja, v bistvu je urejeno tako, da tisti denar, ki je prišel nazaj zaradi tega, ker je Furs rekel, da je na črno ali kaj zvem kaj, so morali vrniti z obrestmi, to je šlo njej v prid, potem šlo je 13,7 bitcoina je šlo k hudiču, pa še dodatno moram se olajšati finančno. To se pravi, če jaz pa razumem, ti si zadržal nepremičnine, ampak pošteno si mogel te nepremičnine, pač njeno polovico in plačati kako. Tako. Ja. Poslušaj, Zmago, ampak zdaj po vseh teh letih, odkar sta z Moniko narazen, to zdaj jaz ne posegam v dobeno zasebnost, ker se je veliko pisalo vama, a zdaj lahko recimo poveš, zakaj se je pravzaprav šlo, da se seveda tako malce nepričakovano za nas ostale šla, ne? Ja, Monika je skočila čez plot, ne? In za tem gospodom, s katerim je zdaj skupaj, kako? Ja, mislim, se ne vem, še skupaj, ki me tudi ne zanima, ne? Z onim pa sem rekel adijo, hvala lepa, oziroma je ona rekla, ne? Ona je rekla, da povabila me gor na kosilo, oziroma večerjo. Gor? Ja, gor v tist hotel, kaj je Metropol ali kaj je že na vrhu. Ja, v Ljubljani, V Ljubljani, na vrhu in mi je povedala, ne, da gre. Ja, sem rekel, v redu, pa sem ostal, pa sem šel. Kako je pa z otroci? Obe sta pri meni, tako da starejša hčerka Aleksandra Tisa je letos slikarka, ja. Končuje študij na Kraljevi akademiji lepih umetnosti v Antwerpnu in bo nadaljevala magistrski študij tudi tam. Skratka, ostaja v slikarstvu? Ja, ostaja v slikarstvu, ne. Šla bo pa tudi na kostumografijo, zraven 2 zadevi na magisteriju, ne. Mlajša, Aleksija Iris, pa letos končuje 4. letnik na umetniški šoli, na modi. Ona bo pa zdaj na Akademijo likovnih umetnosti tukaj šla na dizajn, industrijski dizajn. Ta mala je lihtko dobra, kakor starejša, obe dve hčerki sta dejansko talenta. To je po mojem oče bil kipar, ne. In se je ukvarjal se s 100 drugimi stvarmi, ampak je bil pa po profesiji bil kipar in zgleda to nekako genetsko gre naprej. Ampak vse ni čisto običajno, ne, da otroci oziroma pač hčerki ostaneta pri očetu, ne? Ja, ni običajno, ne, ampak je tako. Je tako, ja. Zdaj, Zmago, ampak tudi ni običajno, jaz sem to, kar smo se prej menila, ti imaš res v bistvu neke vrste neobičajno biografijo za slovenskega politika. Mislim, ti si bil že veliko stvari si bil, nekaj običajno politiki niso, ne? Recimo, ker se ne spomnim, da bi kakšen od politikov drug bil baletnik, ne? A ti ga poznaš kakšnega? Ne, nobenega, mislim, baletnike poznam, poznam politike, nekoga, da bi bil pa baletnik in politik, tega pa ni, ne. Tudi v svetu ne poznam, če je kakšen tak fenomen. Pa farmacevt si bil, ne? Farmacevt sem še zmeri, ne, magister farmacije, ne. Ampak kaj me pa, zdaj pa to priznam pa, da nisem vedel, ampak zdaj, ko sem se malo pripravil na intervju, sem te stvari pač dodatno bral, nisem pa vedel, da si ti študij v bistvu končal v Makedoniji, ne, oziroma v Severni Makedoniji. Kaj v Ljubljani ni šlo, kako? Ja, takole, najprej, jaz sem prišel do patofiziologije. Se veš, kaj imamo tako, včasih rečemo tako malo, ne, cinično, okoli teh diplom za jura, po domače rečeno, ne. Jaz sem patofiziologije nisem naredil, pa sem rekel, bom pustil
klinc gleda, ne. In potem, ko sem bil v parlamentu, mislim, da po 14 letih sem rekel, pa bi bilo dobro, da končam študij. To pa redki naredijo takrat. Ja, ne, po in tolikih sem se letih, vpisal na faks, sem rekel, če lahko, in so mi dali zraven še, mislim, da 9 ali 10 izpitov. Sem vse naredil, patofiziologija mi spet ni šla, ne, ampak tam so bili razni heci. Ne. Zakaj si pa v Makedonijo našel? Pol sem hotel pa v Beogradu, ne, da bi v Beogradu dokončal, ker imajo dobro. Jaz sem sodeloval z Beograjsko fakulteto, že z gospodom Tucakovim, ki smo tudi delali na izlete gor po teh hribih srbskih in nabirali zdravilne rože in tako naprej. Ampak pol se je v Ljubljani začel, zdaj je šel pa Ilinčič v Beograd, pa si bo kupil. Ne. Sem rekel, klinc vas gleda in sem šel pol v Skopje. Tam sem še 5 izpitov zraven dobil, ampak sreči tam patofiziologije niso imeli, nimajo večina fakultet farmacevtskih po svetu tega tako nima. No, in sem tam naredil in sem diplomiral in tako naprej. Potem sem šel pa še enkrat. Pa to pač, da si šel, to pomeni, da si dol kaj bil, kako? Kako? Si bil tudi kaj fizično v Skopju? Ja, seveda, sem moral tam izpite delati. Ne, tam. In potem sem še enkrat sem rekel, malo bi še študiral, ne, sem šel pa v Beogradu in sem magistriral na Akademiji za diplomacijo in varnostne vede, tako da mi kakšen ne more tlele zabavati, ne, mu lahko povem kakšno drugo resnico, kakor jo slišimo vsak dan. Ampak zdaj sem nehal, ne, mi ni več do tega, da bi še kakšne take akademske naslove zbiral. Ja, pa sem te vprašal, če veliko bereš, pa si mi rekel, da... Ja, berem, veliko berem. Zdaj zadnje cajte romanov ne berem več, ne. Čeprav, kaj pa sem včasih Dostojevskega vzamem v roke, pa takrat, kadar mislim, kakšen gnil folk je na splošno, pa tam preberem, pa vidim, da je pravzaprav lahko še bolj gnil, kakor ga vidimo okoli sebe. Čeprav tendiramo k tistemu nivoju, ki ga je imel recimo Dostojevski v svojem Zločinu in kazni. Ne? Hitro si pa išel na Ruse, ne? Kako? V pogovoru. Lej, lahko bi o tem govoril, kaj zvem, Knut Hamsun, iz Skandinavci je tudi en tak mrakoten, ki je v teh, ali pa Theodor Dreiser, Američan, glih tako svojimi deli, ampak dober. Dostojevski je psihoanalitik, tako kot je pri nas Ivan Cankar, psihoanalitik slovenskega naroda, zagotovo najboljši. Tako je Dostojevski psihoanalitik evropskih narodov. Zdaj, Zmago, prej, ko sem te tudi vprašal, ko smo se pogovarjali o branju, če imaš še dober spomin, ne, če si vse zapomniš, pa si rekel, da se ne spomniš vseh žensk. Ne, se je res to, ja. Ampak eni se pa spomniš verjetno, ne? Ja, kaj pa sem kakšno že, ne? Ja, recimo, kaj zdaj, mene 3 se spomnim. 3? Ja, recimo, te prvo, te zadnjo, pa eno vmes. Vmes je kaj, bila Polonca do Brajca, kako? Je bila tudi ena vmes. Ja, ena vmes, ja. No, ampak če gremo, zdaj, kljub temu, bom rekel, se poznamo dolg časa, tebe seveda posebej ni treba posebej predstavljati, stranko si naredil, zdaj si v politično smislu 91. ne? 91. Ampak, a drži recimo ta teza, postal si znan med vojno, ne, medijsko. Ja, tako. Se spomniš, ko si se slikal? Ja, seveda, jaz sem eden od redkih, ki sem dejansko streljal, ne, ki sem tank napadel, sem celo 2 ustrelil, vse sta preživela oba. Ja, ampak potem so te pa zaprli, ne? Ja, a drži ta teza, da ti je v bistvu Igor Bavčar, ki bo takrat minister notranje zadeve, da te s tem, ko so te aretirali in zaprli, te v bistvu politično se te je lansiralo, ali kako? Bavčar me je dal zapret in sicer je napisal, da zaradi ogrožanja varnosti in integritete najvišjih predstavnikov Socialistične federativne republike Jugoslavije. To je bilo takrat uradno, kako? Uradno, na papirju je bilo to. Ja, in seveda, in pol so me ruknili noter, seveda, in v bunker na Povšeta od spodaj v klet, in tam sem jaz doživel tisti avion, ki je preletel, pa zvočni zid prebijal, ne? In jaz sem mislil, da so stopovi užgali po Ljubljani. Ja, se tako, da se večina takrat misli. No, ampak jaz sem bil v kleti, jaz tam nisem nič videl, ne? In hec je bil v tem, da vsi policaji so
po domače rečen spizdili. A, Ni ko bilo so nikjer slišali nobenega. poka, kako? Ja, ne vem, kam so šli, zato nikjer ni nišče bilo nobenega. verjetno, ne, ja. In drug dan zjutraj je prišel eden v ogled teh lukenj od spodi, je rekel, kaj pa vi tle delate? Zaprli so me, ne? Jo, pa kaj, vi ste heroj, pejte gor, so me dali gor v eno skupno sobo in pol je pa Slavko Debelak je naredil, pa tudi takrat je tudi Polona klicala okrog, da Mislim, da je bil on takrat namestnik, ne, on je bil, ja. in so me spustili, ne, in ko sem prišel k Poloni domov, sem pozvonil, ona odpre vrata, je skoraj skup padla. Je rekla, sem kako pa je rekla, so mi rekli, da te bojo spustili samo takrat, če bojo četniki čez udarili. In sem mislila, da so čez udarili in da te rabijo zdaj. Aha, ja. In pol se je končala takrat vojna zate, kako? Ja, seveda. Mislim, napadal več nisi nikoga, ne? Ne, nisem nikogar, ampak sem pa pričakoval, da še kaj bo. Takrat sem jaz pol postal tudi na volitvah, sem bil prvi predsednik za obrambo v samostojni Sloveniji. Kakšen prvi predsednik za obrambo? Na odboru parlamentarni, seveda, tako. No in tam sem jaz potem prinesel en spisek oficerjev iz Brežic in tam okoli, ki so intenzivno delovali proti Sloveniji in sem hotel, da obravnavamo to zadevo. Vse bi se zaprla, seja bi se zaprla in tako naprej, ampak sta pa potem, glede na to, sta pa Janša in Vika Potočnik zahtevala, da se mene odstavi in so me na pol mandata odstavili in postavili nekoga drugega. Janša in Vika. Vika Potočnik, Janša, dobra kombinacija. Ja, takrat je bila kombinacija, saj ni čudno, saj Janša je bil takrat obrambni minister v Drnovškovi vladi. Ne? To se pozablja, ne, kaj meni pravijo, si Drnovška podprl. Ja, Janša je bil pa obrambni minister Drnovška, a ne daj. Zmago, še dve stvari iz tistih časov preteklih. Ne? Zdaj, te zgodbe o tem, da si bil tale udbovski dosje padalec. Ne? Ja, več nazivov sem imel. Več nazivov, ampak ta je najbolj znan. Ne? Ja, kaj je s tem? Kaj je znano? Je nič, ne kaj. Si imel, si nisi imel, kako? Jaz sem to že povedal. Ne? Mene ni sram. Ne? Takrat je bila tisto moja domovina. Nisem nikoli škodoval nobenemu Slovencu. Ne? In tisto je bila moja domovina in tako, ko je bila pa potem Slovenija moja domovina, sem pa absolutno za Slovenijo. To sploh ni vprašanje. Odkot pa je prišel tale zdevek padalec? Vem, da so si pač zmišljevali. Niso se zmišljevali. Po neki logiki so si to zmišljevali. Ja, jaz sem drugač tudi športni pilot in sem tudi s padalom skakal, ne glih dost, ampak in to ti je prišel tale to ne, pa enkrat je bilo tudi, ni bil še tudi pa plesalec sem bil, pa ne vem. Plesalec tudi, tako. Vse mogoče. Kaj si pa delal potem za njih, če nisi škodoval nobenemu Slovencu, ko si rekel? Protiteroristično obveščevalno delo. Naprimer? Po Evropi. Po Evropi. Potoval si in obveščal naše o tem? Vse niso bili samo naši. Takrat je Jugoslavija sodelovala z vsemi obveščevalnimi službami na področju protiterorizma. Vedeti je treba, da takrat se je tudi že pred tem so razni teroristi preko Jugoslavije šli potem na vzhod, ne, in to se je vedlo. Potem se je gledalo, kaj se dogaja v zunaj, v Nemčiji, takrat je kar nekaj tudi telih ameriških oporišč, je zagorelo tam noter, pa take zadeve. Skratka, zanimivo je bilo. No. Pa to si dobil plačano, ali to si delal kaj iz patriotizma? Prva vrsta je to patriotizem. Jaz nisem imel plače. Pa si dobil kakšne koristi? Stroški so bili povrnjeni. Drugače, fino sem se imel, ne? Kaj? James Bond, tako, na nek način. Ene vrste James Bond, ja, seveda. Kaj pa tiste kraje, teh cerkvenih stvari? No, to je pa začel Peterle govoriti. Jaz nikoli nisem nobenih cerkvenih stvari kradel. To pa ne drži, kako? Ne, to je laž. In zaradi tega sem jaz tudi enega tožil, enega bivšega miličnika in pol policaja, Franc Čučko, in to imam še zdaj na sodišču. Še zdaj? Ja, še zdaj. Zadeva se vleče. Jaz sem to vložil 6-7 let nazaj. Šele pred 6 Ja, seveda, ker od začetka sem si mislil brez veze. No, ta je pa prav pisal, pa govoril in sem ga ovadil. Zasebno tožbo si vložil, ne? Zasebno tožbo in je pa hec to, da se je zamenjalo že 7
sodnikov, pa se je samo prelagalo iz enega kupa na drug kup in se čakalo, da bo zadeva zastarala. In kot kaže, bo... ne, krijejo svoje ljudi, ne. In zdaj imam spet enega, ki je spet govor, tega bom tudi tožil. Čim ne do to, bom rekel, ti učita, potem vložiš tožbo. Jaz razumem, če mi en reče Zmago, ti si osel, ti si politični ignorant, ti si tepec, karkoli, to ga sodi v ta kontekst. Ampak da bo ena podgana lagala o meni, da sem kradel iz cerkve, pa porka fiks to. Zakaj pa si je potem to Lojze Peterle, kot praviš, izmislil? Ja, treba je bilo od začetka, on je začel s tem govoriti, treba je bilo diskreditirati Slovensko nacionalno stranko. Mi smo prišli v prvi parlament z 12 poslanci. Ja, tako. To je bil vaš rekordni dosežek. In potem nam jih je 7 Janša vzel. 7 in potem pa še naprej so nam jih jemali. Nazadnje nam je zadnji mandat, preden smo zdaj padli ven, nam je spet Janša vzel eno poslanko. Ne? Predtem je pa... To bo tisto lasnico, tistih masažnih salonov. Tista. Ja. Prišla je v parlament. Kje pa dobiš te kadre? Ja, takrat sem jaz spraševal, ženska kvota je bila pomembna. Ne? To so si izmislili bedaki, ki ne vejo, da je treba kvalitetne kadre imeti noter, ne pa glede na to, kvama kdo med nogam. Sicer zdaj se lahko deklariraš, v Sloveniji še zmeri, se lahko deklariraš za žensko ali pa za traktor, recimo, ali pa za podlasico. Kako se je pa končala tista zgodba z Azerbajdžanom? Učitelji so da si dobil nekih 25,000 evrov, podkupnine, potem so se izključili iz vseh teh evropskih inštitucij, ne? Ja. Se je ti skaj končalo? Kako? Oziroma, ti pa tudi nisi znal pojasniti? Jaz sem vse pojasnil. Odkot ti denar nisi znal pojasniti? Sem povedal, kako da ne. Rekel si od knjig, pa tako dalje. Prevod ukane od Toneta Svetine. Wikipedija pravi, da ti ni uspelo dokazati izvora premoženja, ne? To ni res. Wikipedija je sploh en srajne, ki nakladajo noter. Jaz sem poskušal se parkrat popraviti, pa se ne da. Ker to imajo že kakšni ta pravi tiči v rokah. Ja, mislim, da moraš neke vire navesti, pa nekdo ima to v rokah in tako dalje. Ni tako preprosto, ja. No in eni lahko brez virov to dajo noter, ne. No, ampak da gremo naprej. Jaz sem se dogovoril, sem od takrat izredno dobre kontakte v Azerbajdžanu in takrat Slovenija bi lahko dobila 4 milijarde evrov. To je meni obljubil Alijev, predsednik. Ampak samo na volitvah bi morali pisati, da so bile volitve demokratične, vendar je treba popraviti pa to. Pa najprej Frlec ni bil za to, ki je bil takrat v Bakuju, ko sem šel do njega, pa sem rekel... Veleposlanik. Ja. Je bil na kontroli pravzaprav tam. Potem sem šel k šefu OVSE-ja v Varšavo, k temu Lenarčiču, ki je bil zdaj komisar, pa tudi ni naredil nič za Slovenijo, je rekel, ne morem, da bi to napisali, zato ker so mu 2 Američana rekli, da ne sme. Saj tako sem zvedel tam iz unih krogov. No, nakar dvakrat sem bil v Varšavi zaradi tega, pa ni bilo nič. Pa sem šel do Pahorja, ki je bil predsednik vlade, pa sem rekel, Borut, 4 milijarde evrov lahko dobi država, ba je celo nepovratnih sredstev, če bomo to naredili. Ja, ne morem. Sem rekel, daj poklič onga Lenarčiča, naj se napiše not ena beseda. Ja, pa ne morem, to so mednarodne institucije. Sem rekel, pa odpoklič. Ja, pa ne morem, so mednarodne institucije. Ma slovenski predstavnike, zameni ga. Ja. Nakar me iz Bakuja kličejo. Bi se to moglo, mislim, bi se naša diplomacija morala nekaj zlagati, kako? Nič zlagati, samo dejansko opozicija je srala po domače rečeno, tako kot vsaka opozicija. Ampak ker Azerbajdžan ni bil po godu evropskim strukturam, se ni smel to napisati, da je v bistvu bilo v redu. No, in takrat je bilo v redu ali ni bilo v redu? Je bilo v redu. Se danes vidimo, kje je Azerbajdžan. Takole gor je šel, mi pa dol. Pa na Eurosongu zmaguje, ne? No, tako, tako. No, in takrat so mene iz Bakuja klicali, če lahko jaz pripeljem enega od njihovega odposlanca direktno k Pahorju. Sem rekel, ni problem. In sem ga pripeljal, 1 uro smo sedeli, Pahor je razlagal, kako je on dober, pameten in tako naprej.
in ko sva šla ven, je ta odposlanec meni rekel, Zmago, če bi mi kdo rekel, da ima katerakoli država tako butastega predsednika vlade, mu ne bi verjel. In je padlo vse skupaj v vodo. Glede tistih knjige je bilo pa tako. To je ta borc Mihajlo, ki je heroj Sovjetske zveze in Azerbejdžana, je pokopan pri nas. Njegov opis, njegovo življenje je v prvih 2 delih ukane. To sem dal jaz prevesti, sem prevedel, sem poslal v Baku. Baku je to plačal. Prevedel v kaj? V ruščino, dal prevesti. Ne? No, seveda, in oni so to plačali, ampak jaz sem rekel, nič meni na račun. Plačal so prevod. Ja. In sem rekel, nič meni plačati preko advokatske pisarne. In je šlo na advokatsko pisarno Fašun. Oni so potem iz tega računa, fiduciarnega računa, meni plačali. Jaz sem potem prevajalki plačal in je bila zadeva rešena. Zdaj. Tebi so plačali avtorski honorar za tole, kako? Prevajalki. Samo prevajalko ste plačali? Kaj? Samo prevajalko ste plačali? Nekaj malega je še tudi meni ostalo. No, to sprašujem. Seveda, sem jaz posredoval vse skupaj, ne? No, na kar seveda je pa LDS-ova ekspozitura v svetu Evrope je zagnala eno tako gonjo proti meni, ker mene je treba ven spraviti iz parlamenta, ven iz politike, zato ker vedno povem resnico in to pa boli. No in seveda tam na svetu Evrope je pa to vozila tudi ena levičarka, ena bosanka, ki se, kakor so mi rekli, poročila z enim Angležem in unijo je, kar pravi na jugu, ugurao, ne? Ja, na pozicijo v tem. In naj bi jaz ne smel priti v ti svet Evrope, nikoli več, vse prepovedano, la. In jaz sem takrat izjavil, da če bi me vrgli iz enega dolenskega društva ljubiteljev cvička, bi me bolj bolel, kakor to, kar so oni naredili. Sem pa jaz, glede na to, pa imaš ti zdaj, recimo, dostop do bivstva, pa to? Seveda imam. Lahko hodiš, tako še si vabljen, na kakšne sestanke? Seveda me vabijo. No in seveda je tisto pač je šlo, nobene besede ni bilo več iz tega in ko sem še mislil, še nekaj sem mislil pomembnega povedati. No, skratka, tista ženska je govorila, in jaz sem potem 2krat zahteval, moji odvetniki so pisali in zahtevali obrazložitev in da se to potegne nazaj. Obakrat uradno poslali, niti odgovora ni bilo. Skratka, ta levičarska, bi rekel, sodrga, je tako močna še zmeri v Evropi, da zdaj se vidi, zdaj svobode, ne smeš govoriti, kar misliš. V Romuniji so zdaj stran spravili enega predsedniškega kandidata, zdaj so nekako porinili svojega navzgor. In tako naprej. Je zmagal, Ja, seveda je zmagal, tam, ne? Ja. In tako naprej. Ne? In poskušajo povsod, da bi zakuhali. Ali ni imel Ivo Vajgl neko podobno zgodbo tudi v Azerbejdžanu? On je bil tam, pa ne vem, kva je bilo. Tam meni se zdi, da je njegova žena nekaj igrala tam na harfo. Tako. Koncert, ampak če koncert je koncert, ko pa je to tam? Ne, mislim, da je kot opazovalec je bil gor, ne? Ampak ne takrat, kaj jaz. Ne takrat, kaj ti. Ne. Je pa nekaj, Azerbejdžan je fantastična država. Res. Tako grejo naprej. Jaz se spomnim, ker so meni rekli takrat, Zmago, mi bi radi sodelovali z kliničnim centrom. Ne? In jaz ti si bil neke vrste njihov neformalni? Seveda, jaz sem imel dostop do vseh unih te velikih. V Azerbejdžanu? Ja. In seveda sem jaz probal pri nas, Azerbejdžan, kaj bojo oni. Ja, to verjetno tako malo gledamo. Nakar pa sem čez nekaj let šel pogledat njihove bolnice, mi še 10 let ne bomo imeli takih bolnic in tako opremljenih bolnic. Ne, to je to. To je to. Skratka, če je kakšen, ki lahko zajebe, je to Slovenc. Slovenc Slovencu.
In to je pregovor, ni človek človeku volk, ampak je Slovencu, Slovenec, Slovencu, Slovenc. Ja, pa ti si se pravi, da te je zajebala ena iz države, ki ni Slovenija, ne, skupaj z Angližem. To je bila ona, ki niti v Evropski uniji ni. Zmago, kaj se je zgodilo takrat 2011, ko ste, ampak res katastrofalen rezultat, ne, nacionalne stranke? Se spomniš? Takrat, ko je Janković zmagal volitve, pa potem mu ni uspelo sestaviti vlade, ne? Ja, kaj se je takrat zgodilo? 1,8 ste dobili, ne? Ja, takole je, ne, mi imamo tudi zdaj blokado, ne. Ampak takrat je pa res nizek rezultat, ne? Jaz sem prepričan, da se je tudi na teh volitvah, kot na vseh volitvah se golfa. Jaz upam, da se zdaj ne bo več. Golfa z liski. To, ki se gleda, jaz sem pokazal kako se naredi, takole se med prst da en kos svinčnika, kakorkoli, in ko šteješ glasove, obkrožiš še enega zraven in je neveljaven. Ne? Aha, sploh delaš neveljavne listke. Neveljavne listke, ne? In če vidiš, da je SNS dobo, zategneš pa je kaj. In to se je dogajalo. Ali pa recimo se je dogajalo to, da so eni naši prišli gor na volilno mesto in so rekli, vse vi ste že volil. Kako sem volil, če sem zdaj le prišel? Take zadeve. Skratka, golfal se je in grdo je to, ne? To se ne dela. Zakaj bi glih, recimo, za tebe, zakaj je Slovenska nacionalna stranka golfala? Zaradi tega, ker je Slovenska nacionalna stranka vest parlamenta in vest slovenskega naroda. Zdaj nimamo vesti, zdaj se vidimo, ne, kako eni pa drugi se usedejo skupaj pa se pogovarjajo, kaj bo kdo kaj dobil. Samo redu, recimo, vest parlamenta, ampak dogajajo se ti pa res te turbulence v stranki, ves čas, ne? Ljudje so izstopali, zapuščali, spomnite, takrat te je zapustil, Saško. Bajović, ne? Bajović in je prišel naslednji dan nazaj, ne, se spomniš? Bajović je prišel nazaj, ne? Naslednji dan praktično. To se ti je res dogajalo, ne? Ja, seveda, takrat je bila en konstrukt, kako je treba... Ne, pa ne samo takrat, vrsto mandatov to, ja. Če govorimo o tisti zadevi, ne, takrat je bil en konstrukt, kako je treba Jelinčiča spraviti ven. In najboljše je tako, da mu stranko cepimo, da mu vzamemo 4 stran in potem nima več pravice govoriti, ker ni več poslanske skupine. No in to je Saško Peče naredil, potem je una Barbara Žgajner-Tauš, pa Zagorac in pa so še Barovića potegnili zraven. No, ampak se vede, ker naslednji dan se je Barović se je streznil, ne, in je prišel nazaj. Strezno misliš v glavi ali sicer ko? Alkoholno se streznil. No in je prišel nazaj in smo obdržali svojo pozicijo. Je pa zanimivo, ne, da nam... Vsi ti so zdaj nekako izginili iz politike, ne? Ja, logično, vse je logično. Izdajalci vedno izginejo in izdajalcev nihče ne mara. Tudi tisti, ki uporabi izdajalca ne mara, kaj ti ve, če je izdal nekoga, bo mene ravno tako. Ma pa zanimivo kariero zdaj Peče, ne? Bil je na A1, ne? Ja. Zdaj pa na Telekomu Slovenije, ne? To je to, jaz veš, ne? Vem, vem. Vse se ve, zakaj tam gor, ne? Sej tista druščina je taka zanimiva, ne? Pa imaš nekaj stikov za temi bivšimi odpadniki, no? Tudi z Barovićem, ki je nazaj prišel, seveda, in je v redu, ampak za ostalimi pa ne. Pečeta tudi ne želim srečati, ne, ker enkrat smo v Mariboru sva se srečala, pa ki je videl, da grem po cesti, je takoj hiter šel čez cesto na drugo stran. Kaj, mislim, pobegnil je, hočeš reči, ustrašil se je? Ja, ne vem, mogoče bi se spotaknil tam pred mano, ko pa vem. Kaj pa Srečka prijatelja, vidiš kaj? Srečka prijatelj sem ga tudi odpisal. Ker se je pokazal zelo nefer, ampak dober, pač takšen človek je. Takrat je odigral dobro, ne, je ostal v stranki, ampak pol kasneje se je pa zadeva malo zapletla in nimam več kontaktov z njim. Sta pa zdaj dva, ne, politika aktivna, ne, en je Kaloh, ne, s katerimi si bil ti včasih nekako skupaj, ne, Dejan Kaloh, ne, ki zdaj sem postojen poslanec, ne. Ja. Pa Zoran Stefanović, ne, bivši podpredsednik tvoj, bivši podpredsednik, ki sem ga jaz tukaj sicer vprašal, ampak ne v oddaji, ker malo nam je zmanjkalo časa. Če imate videti kakšne stike, pa mi je rekel, da ne. Ne, nimava. Namreč, mi smo ga 2-krat dobili na kokainu in sem ga jaz potem, sem se mu zahvalil
za to drži, sodelovanje. to je Ja, res to. seveda drži, pa ja, Mislim, seveda. kaj ste delali, teste ali kako? Ne, pa to se vidi, to vidiš, kdaj kdo šmrka. Ja, pa ne, on se zdaj v bistvu je ponosen na to svojo fizično pripravljenost. steroidi delujejo. delujejo. Zjutraj se vstane, ga 1 uro na trening, poje zajtrk in podobno. Ja, pa ja, to, ne. seveda, ja. Jaz pa zjutraj vstanem, pa se zbudim, pa vzamem knjigo v roke, V redu, pa razumem, globoko zadiham, pa grem na 2 treninga, a ne, pa odpišem steroide, ker jih ne rabim in tako naprej. Pa raj si krepim IQ, kukar pa mišice. Ampak vseeno, zdaj kaj okolo obračaš, Zoran Stefanović, vse po anketah sodeč javnega mnenja, je zdaj precej pred SNS-jem. Je, seveda, in jaz vem zakaj. Ampak je to ista ciljna iste volivce? Jaz mislim, da bojo ljudje ga bojo spoznali. Ne? Stefanovića. Ja, ga bojo spoznali, kako in kaj. Naj si pogledajo malo njegovo zgodovino, kako in kaj se je z njim dogajalo, kaj je bilo na policiji, kaj je bilo na drugi službi, kako je bilo z tole njegovo stranko v Ukrajino in tako naprej. In tako naprej. Zdaj pa bojo to, videli, ne? Ja. Veš kaj, ali Vem. veš kaj, mogoče kaj še ne vemo, pa še nismo prebrali? Ja, lej, vem veliko stvari o njem, pa bi rekel nič dobrega. Praviš, da ga bodo ljudje spregledali, kako? Ja, upam, da ga bojo. Vse počasi se mu mal jenja ta podpora. Ne? Zdaj, te ankete mu enemu kažejo, da bo prišel v parlament. Če bo prišel v parlament, mu eni celo insinuirajo, da bi lahko bil playmaker, ne? Se pravi, odločevalec s tem, kakšna bo nova vladna koalicija. Ne? Ja, sej verjamem, ne? Ampak glede na to, da je takoj po tem, kaj je Golob zmagal, tekel k njemu, se pogovarjati in zahtevati 2 ministrski mesti, ne? Potem se ve, kaj je njemu interes. Ne vem, kateri 2. Ampak pol se ve, kaj je njemu interes. Ne? Logično, ne? To ni interes delati za državo, delati za narod, ampak delati za sebe. To je zelo slabo. Čeprav neke točke imata neke skupne, ne? Recimo tale, kar zadeva recimo pač Rusijo in Ukrajino, ne? Oba sta nekako bolj na strani Rusije, ne? Sicer Stefanović se nagiba, mislim, on govori o tem, kako pač želi mir in podobno, vse stvari, ampak nekako simpatizira z Rusi. Ti pa tudi, ne? Jaz poznam zgodovino. Zelo dobro poznam zgodovino, ker jo imam rad in zato meni ne morajo teli Evropejci plahtati karkoli. Ravno tako mi tudi neki Stefanović ne more parirati. On v glavnem prebere nekaj, kar Rusi napišejo, da prevesti potem pa tisto trobi naprej. Brez razmisleka in brez, bi rekel, ene tehnikne, neke podpore mentalne ali pa znanja zadej. Tako da se tudi to bojo ljudje videli, pa mislim, da bojo videli tudi, kaj se lahko zgodi potem, recimo, če pride v parlament, po mojem mnenju, bo takoj zamenjal stran in bo pozabil na Ruse in bo šel tja, kjer bo boljš. Tako kot Latinci pravijo. To se pravi, zdaj bo prišel mogoče v parlament na podlagi nekih takih glasov, ki simpatizira z Rusijo in potem bo to pozabil. Ja, pol bo šel pa tam, kjer bo boljš. Ne? To je to. In odstavili ste ga takrat, ko ste ga dobili na kokainu, kako? Ja. Kako ste ga dobili na kokainu? So šli, še eni naši so bili zraven, so šli skupaj šmrkati, pa neki kupovati kokain, pa take zadeve. Kaj pa Kaloh? Ja, Kaloh je pa Kaloh. Kaloh je bil pri SDS-u. Kaloh je Kaloh. Ja, kaj ne rečem, ne? Kaloh je Kaloh. Ne vem. Oba smo Mariborčana, pač ga poznamo kot Mariborčana, ja. Ne vem, če veliko ljudi ve, da si ti Mariborčan v bistvu, rojen v Mariboru. Ja, verjetno res ne. Ja, te imajo kar za Ljubljančana, ne? Ja, nažalost, ne. Ampak dobro, vedel, si rojen v Mariboru, ja. Skratka, Kaloh, no? Ja, Kaloh bo, ne vem, kako bo naredil svojo stranko, gibanje ali kaj. Ja, zdaj dela neko desno gibanje, ne? Konzervativno gibanje, ne? Ja, mislim... Domoljubno gibanje, ne? Ja, zdaj tole... Sebeskom, ne? Ja, to je, ne vem, bomo videli, kako se bo to prepletlo. To je vse konkurenca, ne? Na nek način, ne? Ja, vedno so bile v špilu, je bilo vsaj 7-8 strank ali več, ne? V takem bolj oskem špilu jih je bilo 8 na vsakih volitvah. Ja, in vsak poskuša nekaj narediti. Zdaj neumno je, da se tako razdelimo, ne?
To je neumnost, ampak če kdo misli tako, Čakaj, vsak ampak ti misli, da govoriš je... okoli teh 8 strank, govoriš o teh, ki imajo kaj podobno orientacijo kot SNS, kako? Ne, na splošno govorim. na splošno 8 je govoriš, takih, ja. ki tekmuje. Ne? Zdaj takih, ki imajo podobno orientacijo, je več, majhnih, ne vem kakšnih vse. In če bojo šli dali glasove za sebe, to bo, tamle bo 0,5%, tlele bo 0,3% stran in tako naprej. In to slabi v bistvu tiste stranke, ki lahko noter pridejo. Ne? Med kateri se verjetno tip, mislim, ti se imaš verjetno za predsednika stranke, ki lahko pride noter, ne, predvidevam. Ne? Jaz sem prepričan, da bomo prišli noter in ko bomo prišli noter, bomo marsikaj spremenili. Ogromno stvari je za spremeniti in ogromno stvari je za spremeniti enostavno, z enostavnimi potezami. Ampak zdaj povej mi, pride pa še do tega, no, v kakšnem stanju je zdaj SNS danes, recimo? Ja, v normalnem Zdaj, stanju. recimo, spremljam pač politiko, no, recimo veliko berem o tem, ne, praktično ničesar ne gre skoraj da mimo mene, ampak zdaj razen, ne bi pa znal našteti kakšnega vidnega člana SNS razen tebe, ne, ta hip, no. In se povečujem, zdaj lahko... Razumem, sej pejdi malo naokrog pa povprašaj ljudi, koliko bi od SDS-a poznali ostalih razen Janeza Janše. Ja, pa poslance poznamo, recimo, ne. No, ne poznajo jih. A ja, ti misliš, no, ampak jaz recimo poznam poslance. Ti ja, ampak drugače pa ljudje ne poznajo, ne, a veš. Sej, zakaj bi pa morali biti ne vem kakšni pa, se bojo na listi tisti, ki so, jaz mislim, da morajo biti na listi tisti, ki jim je Slovenija sveta in ki so mi Slovenci sveti. In tale domovina je njihova domovina. Ne, da pride kajzem nek čefur, pa potem se hrši, pa ne vem koga, pa hoče nekaj narediti, ne. Oni ne kandidirajo tam dol. In s čem boš recimo šel ti, bom rekel, s kakšnim programom greš, ker zdaj definitivno greš na volitve spet, ne? Ja, grem. Zdaj mi povej, greš, seveda. da priješ v državni zbor, ali greš po tisti cenzus, ki ti potem omogoča neko državno financiranje? Jaz grem... Kaj veš, eni pravijo, ciniki, pa zlobni zliki pravijo, da najbolj Jelinčiču ustreza, če dobi tam 3%, ker dobi veliko denarja, pa ne rabi se mučiti v državnem zboru. Prvič, ne dobim veliko denarja, ne? Stranka, ki ne pride noter, dobi kajzem okrog 6, 7, 8... Odvisno od odstotkov, ne? Če dobiš 3,5, dobiš... Ja, dobiš kajzem okrog 10,000 evrov na mesec. Ja, to je neki denarja, ne? Ja, ampak če ima stranko to... Pa računsko sodišče bdi na tabo, potem, ne? To pa tako, ne? In ti gleda, kam gre denar, vse kontrolirajo. In še ena stvar, ne? Če imaš stranko, moraš iti malo po odborih okrog, ne? Poleg tega enega imamo zaposlenega, samo enega, ne? In to pobere... To nisi ti, ne? Ti si jaz sem upokojen, ne? Tako. Potem jaz dajem prostore za stranko zastonj, ne? Pogre pa saj neki pa elektrika, pa telefoni, pa kemoš, ja, ne, računaš najmnine in potem na ta način, ne, to delajo kakšni drugi, v kakšnih drugih strankah. Jaz tega ne delam, ne. No in bomo videli, kaj bo. Jaz sem prepričan, da bomo prišli noter. Ljudje se bojo še v teh 11 mesecih... Na kateri točki, recimo, boš ti uspel prepričati javnost, da bo volila zdaj spet tebe, vas, tako dalje, da boste prišli noter? Poglej, če pogledamo Goloba, a je imel Golob kakšen program sploh? Imel je denar, imel je medije, ne? Imel je tranzicijsko levico za sabo. Zakaj pa, zato pa mene blokirajo. Mene ni na RTV, na televiziji, meni na Pop TV-ju, meni na drugih televizijah, razen v kakšnih podcastih ali pa zdaj, ker sem tlele pri tebi. Jaz sem naš doseg ni mehen, ne? Vem, hvala Bogu, sej to je, zato sem, bi rekel, hvaležen, ne? Ja. Pa bi rekel, pa še kdaj, ne? Ja, sej dovolite še veliko časa. Ja. Tako da zdaj časopisi, Odlaskovi mediji mene ne objavljajo. Te ne objavljajo? Ne, meni. Kar je hecno, ne? Odlazek je izredno močen Slovenc, zagrizen za Slovenijo in je res s srcem za Slovenijo. Tako da v bistvu edina stranka, ki je dejansko za Slovenijo, vem, ki je edina stranka, ki dejansko se bori za Slovenijo, je Slovenska nacionalna stranka, ampak ne sme objavljati nič o tem, ker je komanda taka. Ne sme. Kdo pa zdaj daje to komando? Kdo je dal to komando? Kot so meni povedali, Vesna Vuković. Da se o Jelinčiču oziroma nacionalni stranki se ne sme govoriti. Tako so mi saj povedali, zanimivo, jaz sem tudi rekel, zanimivo. Zanimivo, ker praviš, da je pač velik Slovenec. Ja, res je, sej to je tisto, ne? Sej to je tisto, ampak finance.
finance, ampak glej, to, no, zdaj ti seveda lahko rečeš, zdaj, da Slovenska nacionalna stranka je edina stranka, ki se boji za Slovenijo, ampak pa se še? Kje to vidimo? No? Ja, zdaj ne. Ja, Ker me ni razumem, noter. Ampak če bi šli pregledati zakone, ki smo jih mi vlagali. Prej si rekel, da se da zlahka narediti. Se da marsikaj. Reciva zdravstvo. Prva zadeva na zdravstvu. Vse tiste umestnike, ki preprodajajo zadeve, je treba brisati, narediti eno agencijo državno, preko katero se kupuje vse. Zadeve bi bile dvakrat cenejše. Ali pa še več. Agencije, potem pa neke korupcije. Državna agencija ne bi bila koruptivna. Tlele se pogovarjajo z raznimi, veš kaj, da bom jaz tole prodal, pa bom jaz kupil za 5, pa bom prodal za 15, pa tako naprej. Ti bi nabavil za ta javni sektor zdravstva po švedskem modelu. Potem že nimamo zdravnikov, imamo pa na medicinski fakulteti omejen vpis. In potem se zbira tiste, ki ima največ pik. Največ pik nimajo vedno najboljši, ne? Ampak tisti, ki so dostikrat profesorjem urad lezli in tako naprej, ne? Da so dobili dobre točke. Jaz bi odprl, naj se prijavijo. Povečati vpis, tako in v tem primeru v prvem letniku bi odpadli vsi tisti, ki niso za medicino. In marsikdo, tisti, ki ima drugače, bi imel prej odlične ocene v srednji šoli, bi odpadel, pa bi prišli noter oni dobri, prav dobri. Tisti so ta pravi kadri, ker zdravnik mora imeti širino tudi, ne sam tisto osko nadrkano, kaj ve. Ne? V pravo, kaj je treba narediti. Najprej treba vzeti trajni mandat sodnikom in tožilcem. Ne morajo oni sedeti do smrti tam gor. Kam pa pridemo? Ja, sam to ne bi bila kao... To je ustavna zadeva. Da imate s tem zagotovljena neodvisnost, ne? Stabilnost, neodvisnost in podobno, ne? Približno bral sem od tegale Radoniča, je povedal, da je od 150 do 200 sodnikov je takih, ki bi jih bilo treba takoj ven vršiti. Okrog 500 je pa poštenih, to je rekel. Tukaj je že ena zadeva, ki jo je treba narediti. To je velika stvar. Potem tudi zdaj bojo ukinili okrajna sodišča. To je bila ideja Slovenske nacionalne stranke že 4 leta nazaj. Zala pravi, da gremo v jugoslovanski sistem zdaj nazaj sicer. Pa je bil boljši, vse je bil boljši kot tole zdaj. Boljše je bil in v Jugoslaviji. A vi ste imeli to v predlogu, ali kako? Ja, ja, pa so rekli, kaj se pa greš. Ne? Skratka, naših predlogov v glavnem niso upoštevali. Ampak tako je. Potem gremo recimo na šolstvo. Prvo, kar je treba narediti, uvesti dodatno uro slovenščine in pa zgodovine. Če ne poznaš zgodovine lastnega naroda, nimaš bodočnosti. Slovenski jezik je najbolj pomemben in tukaj je treba zahtevati tudi, če kdo pride sem delati, da se nauči slovensko. Če se ne nauči, hvala lepa, nasvidenje. V Nemčiji 6 mesecev ima časa, potem pa adijo. In pa sploh, potem ukiniti tole združevanje družin. Avstrijci so to ukinili, mi pa še zmeri. Ja, pa tudi Nemci zdaj vidim, da razmišljajo. Ja, hvala Bogu, ne se to požira. Recimo vi stranka ste proti temu, ali kako? Ja, to je treba brisati. In pa se dogaja to, recimo, da pri združevanju družin ženska ne dela doma, pa vleče socialo, potem rodi otroka in mož, oče, vzame porodniški dopust, zato ona je pa doma, tako ali tako. In to naša država tolerira. Pa kam smo prišli? Nobeden od teh pa verjetno ne zna slovensko. Zagotovo ne žena, mogoče par besed, če dela pa v Nemčiji, pa tako rabi nemški jezik, ne slovensko. In kam gre, vso socialo poberejo in jo nesejo dol. In na Dunaju so zračunali, da je ena taka migrantska družina pobere cirka 50 000 evrov na leto. V Sloveniji bo verjetno številka približno enaka. To se pravi, ena družina 50 000, 10 družin $500,000, 100 družin 5 milijonov.
Čakaj, ti govoriš v kakšnem obdobju? Vsako leto. Vsako leto. 100 družin, 5 milijonov, 1000 družin, 50 milijonov na leto gre v žep. A ja, zakaj pa? A naši ljudje imajo kaj od tega? Nič nimajo od tega. Upokojenci so zelo, bi rekel, kar pod linijo revščine. Zdravstveni sistem razpada, vse nam gre k hudiču, a mi futramo vse tele. In zdaj bomo še jemali, Nemci nameravajo vračati razne tistele migrante, in sicer v državo, ki je dala registracijo ta prva. In glede na naše policaje, ki so v glavnem sam inkasanti, so jih oni prijavljali, ker so bili pridni, delovni, ker je Evropa to zahtevala. In seveda, kam bojo prišli? Ja, tisto deželo, ki je prvo napisala listek, Slovenija. In kaj jih bomo mi, glede na takele, ki jih imamo zdaj na oblasti, jih ne bojo ven metali, jim bojo dali službe. Namesto, da bi uredili delo in bi prenehali z socialnimi podporami, tudi socialna podpora. Zakaj mora en po 10 let dobivati socialno podporo? Zadnjič sem bil dol v Kopru, pa mi je en, ki mi je prišel nekaj delati, je rekel, da je enega vzel na delo, da bi delal pri njemu, in je on rekel, ma dajte, sam podpišite mi, in rekel, kaj ne podpišem? Ja, da sem se javil, pa tako naprej. Posta debatirali, on rekel, 21 let je že na sociali. 21 let. 21 let. In potem je ta obrtnik je klical na zavod za zaposlovanje, ali kva že je, in so mu rekli, ma podpišite, pa pustite ga. Samo zato, da nimajo dela. To verjetno ne tim primer, ne? Ne, teh primerov je polhan. In slovenski pregovor pravi, kdor ne dela, naj ne je. Delaj, pa boš živel. Ja, ne pa, da si lenuh. Zadnjič mislim, da je bil električar, ne? Ja. Ker te je težko dobiti zadnji čas električar, je pa vodoinštalater, Ja. je rekel, da je iskal, išče, ne? Ja. Sodelavce, ne more dobiti. Ampak vsi iščejo službe, Ja, nihče pa ne bi delal. Jaz tega citiram. Ja, res je to. Ne? Vsak sebi bi vzel un službo, ampak on ne bi delal pa šraufo, on bi bil direktor od unga, ki dela. Zdaj, to je bilo verjetno v hiši v Kopru. Ja, tako. Pa še imaš vedno tisti, ki potita tam, ne? Seveda. V čem pa je to finta zmagal? A ti ne zgubljaš s tem volivce? Veš kaj je, jaz zgodovine ne pozabljam. Ja, in to, dvomim, da se ti, ki obožujejo Tita, še vedno tebe volijo. Ne? To pa nisem siguren. Veš, koga je... Jaz se pravim, Tito je bil državnik, kakršnega nikoli več ne bomo imeli. Ni bil množični borilec, kako? Ja, pa je bil tudi, De Gaulle je bil pol tudi množični, pa Roosevelt je bil množični borilec. Čist enako ni. Pa Wilson. Čist enako ni, ampak okej. Ja. Kaj pa recimo tale maršal Aleksander? Nekaj takih si naštel, ki so bili izvoljeni na svobodnih volitvah, ne? V tistem času so bile naše jugoslovanske volitve enako svobodne, kot v Angliji. Ja, v principu, če gledamo iz zgodovinskega stališča. Nič, ljudje so se odločili. In v Angliji, pri nas vsaj niso s pravimi naboji streljali po rudarjih, tako kot je Thatcherca naredila. V Angliji je vojska streljala po rudarjih, so jih pobili veliko. Kakšno je pa tvoje stališče do teh povojnih pobojev? Povojni poboji... Pa teh pokopov, za katere se prizadevajo? Prvič, vsak zločin ima ime in priimek. To sem jaz rekel že od začetka, ker sem bil v komisiji. Sem rekel, dajmo poiskati v arhivih v Beograd, se da najti imena. Niso hoteli. Takrat je bil tisti Združena lista socialnih demokratov, ali kva so se imenovali, zdaj je to SD, so bili proti. In mi smo takrat prišli do številke 11.400, pa nekaj toliko je bilo Slovencev pobitih. Drugi so bili, ali so bili četniki, Romuni, Vlahi, vse mogoče je bilo, Ustaši, domobrani. In mene boli srce, da je tam v Barbarinem rovu so noter klavci in ženske, ki so bile v taborišču Jasenovac. To, noter niti enega otroka ni, to lažejo. Ne? Ni otroka? Ne. Niso tam neke kosti, ki so... Kosti so, nobenih otrok ni res. In recimo ženske so pravili, ja, pa so imele spletene kite. Ja, seveda, to je bila formalna uniforma
ustašev. Da je imela ženska in morala tisto pletenico imeti v glavu. In slekli so jih pa zato, da so jih totalno ponižali, ker to so bili klavci. In niso, kaj pa sem je bil tudi kakšen Sloven zraven pri teh pobojih, v glavnem je bil pa to Savka Dabčević Kučar, hrvaška enota. In mi, namesto da je šel Pahor zgodovinsko, in pa Rimokatoliška cerkev zgodovinsko, bi rekli, gospoda, to so vaši ljudje, vzemite, to bi bilo tudi najboljše. Lepo jih vzemite, odpeljte na Hrvaško in jih tam pokopite. Zdaj ta izjava, predvidevam, bo pa precej razbujena, zdaj povzročila tvoja, ne? Jaz govorim o dejstvih in o zgodovini. Jaz ne govorim na pamet, kot eni se zdaj, rojeni so leta 91, pa se derejo, Tito je bil zločinc. Kva pa sploh ve o Titu? Nič ne ve o Titu. Konec koncev, Tito je naredil Orang državo in to je bila država, ki je imela težo v svetu. In se ni čuden, na njegov pogreb je prišlo, mislim, da 80 najvišjih svetovnih predstavnikov in okrog 120 mal nižjih. A ne? Kaj Drnovšek umrl, koliko jih je bilo? Ne? Ja, to na njegovem pogrebu. Ne vem, če sta bila dva. Hrvat pa mogoče še kakšen, ne vem. Ne? Ja, se pravim, tole bo... Je pa tako, je pa obrnen Tito, je pa obrnen proti Trstu, da se ve, kaj nam je pa zapravo. Ker Trst in Gorica sta padla zaradi dogovora, ki ga je imel Tito z Angleži. Skratka, je imel pozitivne, pa je imel negativne strani. Zdaj pa, da bo pa rekel, da je pa to zločinec. Zločincev, recimo 2000 nacističnih zločincev je Kanada vzela po drugi svetovni vojni. Amerika jih je vzela polhan, a ne? Tlele pa Tito, ki se je boril proti nacifašizmu, je pa zdaj zločinc. Prosim lepo. Zgodovino zato pa pravim, zgodovino v šole. To se pravi, če jaz pa razumem, ti nisi posebej kritičen do teh povojnih pobojev, kako? Povojni poboji kakor so povojni poboji brez sodnih odločitev, je to svinjarija. In to je treba razkriti. Zato pa pravim, naj se pove, kje je bil zraven Ribičič. Naj se pove, kje je bil zraven, kaj zvem, Pepca Kardel, kje je bila zraven. Ali pa Tomšička. Naj se pove, kdo je bil tisti, ki je dal ukaz, kdo je dal podpis in tako naprej. Ne pa kar tako na pamet, pa se govori ene nore babe, govorijo, v Sloveniji je 360 000 grobov. Ženska, zbudce, no. In narobe je to, da naši tako imenovani levi zgodovinarji, namesto da bi se ukvarjali z zgodovino, pišejo spomine ali pa ne vem koga, kaj zgodbe o Kučanu, zgodbe o tem, zgodbe o unem. Razisuj zgodovino išči in na zgodovini daj temeljiti tisto, da boš lahko spodbijal ene take nore izjave. Praviš 360 000 je pretirana številka. Ena ženska je. Koliko pa je po tvoje grobov potem? Zdaj, tam v Barbarinem rovu, kolikor jih je, potem na Teznem, kamer je šel tudi Pahor in pa Rimokatoliška cerkev blagoslavljati. To so tudi južni, to niso naši ljudje, to se izkoplje, pa rečete, vzemite, pa jih vi pokopljate, to niso Slovenci. Zdaj pa Hrvati govorijo, ja, Slovenija je zločinska država, ker ima toliko zločincev, pa pokopanih to grobov. Ne, to niso naši grobovi. To so grobovi unih tam dol, ki so jih tudi v glavnem uni pobijali. Kaj pa sem je bil tudi kakšen Sloven zraven. Razumem, da je bil kakšen Sloven zraven. Konec koncev tudi mogoče so mu familijo pobili, tisti. Vedeti je treba, da v Jasenovcu je bilo čez 200 Slovencev tudi noter, ne? Od tega 80 duhovnikov, pa je šla Rimokatoliška cerkev darovati mašo dol v Jasenovac, zdaj, kaj je bila obletnica. Ni. Ja, posebej priljubljen pa tebi niso Hrvati, ne? Srbi so bolj, ne? Ja, že ena zadeva, Srbi niso sosedje, Hrvatje so pomest. Razumem, ampak tako mislim. Ne, je tudi drugačen odnos. V bistvu zgodovinske knjige pravijo, da so v bistvu Hrvatje pokatoličeni Srbi, ki so prevzeli drugo vero. Zdaj pa nam eni pravijo, da postajamo severna Srbija, ne?
Ja, to je pa zaradi tega, ker se tlele čifuraj se širi. Ne? Meni so v Beogradu rekli, Zmago, sav ološ smo slali vama. Po slovenske, ker sem bil dol, vse parkrat sem dol bil. To je po slovenske, ves klump smo vam poslali. Ne? Kako je kasto takrat, ne? Na Florido, kako? Tako nekako, ja. Ja. Zmago, slovenska zunanja politika. Nedodelana. Tanja Fajon, Robert Golob, Nataša Pirc-Musar. Grozljivo. Pa Danilo Türk, ne? Zdaj, ja, grozljivo. Grozljivo, kajti ta gospoda pozablja, da je Slovenija deklarativno samostojna, neodvisna in suverena. Ampak samo deklarativno. Nismo samostojni, ker nam nad glavo EU sedi, pa NATO pakt. Nismo suvereni, ker nam oni diktirajo, kaj smemo in česa ne. In še preden Evropska unija, oni samo nakažejo, da je treba nekaj zategniti, mi že skočimo, mi že zategnemo, že zategujemo. Magar, če potem Evropa reče, ma nismo mislili resno, mi smo že zajebali stvar. Ne? In pa suverenost, kakšna suverenost? Se smo jo dali. Mi smo svojo suverenost šenkali Bruslju, zato, da nam lahko tolče po glavi. Je dobro, smo pa člani Evropske skupnosti, ne? In kaj pa imamo od tega? Imamo neko skupni trg, imamo, ne? Skupni trg. Nemčija je zaprla. Državljani Evrope smo, ne? Ja. Lahko se mi preseliva v Italijo ali pa v Nemčijo, ne? Ja, seveda. Tudi drugač bi se lahko, ampak v Italijo. Pa moja teza je, če ne bi bilo pakta NATO, bi bila tukaj že državljanska vojna, ne? Ne bi bilo. In pakta NATO ne bo. Če bo državljanska vojna, jo bojo Angleži pa Nemci zakuhali v Bosni. Ker oni zelo intenzivno kuhajo. Naši tega ne zastopijo. Ne kuhajo Rusijo, kako? Pa Dodik. Rusov ne zanima Evropa. Ne, Rusov Evropa ne zanima. Oni imajo svojega ozemlja dovolj. Ozemlja imajo pa res velike. Ja, in ne rabijo. Zakaj bi oni še eno godlo evropsko noter vlačili? Zakaj pa? Kaj pa bi imelo tega? Ti si tukaj popolnoma na stališču Vladimirja Putina, kako? Jaz sem na stališču zgodovine. Na stališču zgodovine. Treba je vedeti, kje so bile meje Rusije, kje so bile meje carske Rusije, kaj se je potem dogajalo, tudi glede Poljske. Namreč govori se, da sta Ribbentrop pa Molotov podpisala deklaracijo oziroma sporazum o delitvi Poljske, vendar je treba vedeti, da so Poljaki po revoluciji v Rusiji leta 1920 pa 1921 napadli Sovjetsko zvezo in vzeli velik del Sovjetske zveze. In Molotov je samo premaknil linijo, kjer je bila prejšnja meja. Nazaj, kjer je bilo rusko. Ne? In pri nas pa kar Ukrajina tudi. Kdo je Ukrajino naredil? Čakaj, to se je hotel vprašati, ker zdaj itak ne more iti v te zgodovinske debate, ampak se pravi, ti v bistvu popolnoma upravičuješ in razumeš napad na Ukrajino, kako je ruski. Zdaj že ameriški analitiki pravijo, kaj je bilo zadaj, ne? Da je Ukrajina po komandi NATO pakta, takrat je bil še Biden in te letiči, da je Ukrajina pripravljala eskalacijo v Donbas, pa v tole, ne Zaporoška, je že bliže. To so ukrajinska ozemlja, ne? To so bila ruska ozemlja. Prvo Krim. Krim je leta 1954 Hruščov podaril Ukrajini, ker je bil Ukrajinc. Ja. Prej je bilo to rusko. Potem Lugansk, pa Donetsk. To sta bili dve republiki znotraj SSSR, ki sta v bistvu hoteli biti nekako samostojni. Ukrajinci so pa rekli, ne boste samostojni, mi bomo vse, kar je rusko govoreče, poslali ven. 8 let so tolkali stopovi po teh dveh pokrajinah, pa je Putin rekel, zdaj pa dosti. Skratka, kljub temu, da ti zahodni analitiki, obveščevalne službe dopuščajo možnost, da bi Putin v roku nekih naslednjih let, 3 oziroma 5 let napadal
nekaj evropskih držav, ti trdiš, da Putina to ne zanima. Ne zanima. Ruse to ne zanima. Rusi imajo urejeno državo. Zakaj bi pa to godlo vlačili noter? Zakaj? A bojo dobili kakšne resurse? Evropa nima nobenih resursov. A bojo dobili delovno silo? Nobene delovne sile ni v Evropi. Ni, ker tako uvažajo tele Filipince, pa ne vem kva vse. A ne? Potem kulturna dediščina. Kakšna kulturna dediščina, če je prepovedano, Dostojevski je na določenih univerzah prepovedan. Čajkovskega ne smejo izvajati v določenih operah po Evropi. Kaj bojo pol? A to zdaj zaradi Putina ali kako? Ne, to so tudi sankcije proti Rusiji. A ima Evropa kakšne resurse, kaj zem, urana? Nima. A ima kakšne redke kovine? Nima. Kaj imamo? A imamo poljedelstvo urejeno? Ne, zgonjeno poljedelstvo je. Francoski kmetje norijo, belgijski kmetje norijo, naši kmetje se ne upajo noreti, pa bi tudi lahko glede na to, kaj dela Golob. Ne? Mi smo skloni glavo, pa upaj, da bo bič preudaril soseda, kakor se. Skratka, za Ruse in euroskepticizem, ne, kako, ne? Euroskepticizem, obvezno, ne, sej, Slovenska nacionalna stranka je bila edina, ki ni podpisala pristopa k Evropski uniji. Mi smo bili proti. Ja, to vam je še ostalo, ja. Zmagal, sam še nekaj, ker mora počasi zaključevati. To me še zanima. No, zdaj, kakšno je tvoje mnenje, recimo, zdaj o tej sedanji vladi? Opoziciji, ja. Grozljivo mnenje. Grozljivo mnenje. Imaš kaj stiko s temi vladnimi politiki? V glavnem niti nekaj dost, ne? Niti nekaj dost, ker tudi, ne vem, so tako pametni, ne? Pametni so pa res, ja. Grozno pametni so, ne? Oni vse vejo. Poznaš jih verjetno ne? Ja, so novi politiki zate, ne? V glavnem so kakšni zelo novi, ampak že takoj so genialci, ne? Takoj. Ja, to je res, pa takoj lovajo venec. Gledaš te poslance pa te, ne? Pa poslanke pa to nove. Joj, to je pa, mislim, to je pa kokošja farma, no. Ja. Kaj pa opozicija? V opoziciji je nekaj dobrih. Nekaj dobrih. Nekaj dobrih. Drugač pa, mislim, ta sestava državnega zbora zdaj je najnižja doslej po inteligenčnem kvocientu, po obnašanju, po razumevanju in pa povsem, skratka, no, povsem. Zdaj, ta politika se veliko preselila, zdaj na ta socialna mreža, ne, zdaj Miran Veljetič pravi, da je estrada je zavladala v politiki, ne. Ja, seveda, ti to se lahko, mislim, si se preklopil zraven, bom rekel, razumeš ta politiko zdaj takšna, kot je zdaj postala, ker včasih ni bilo tako, ne. Ne, včasih je bila politika resna zadeva, zdaj je pa politika, ne vem, se verjetno na naslednjih volitvah bojo kakšni moški v kikeljcah letali po Ljubljani, pa iskali, ne. Mislim, bilo bi korektno tudi, ne, če nekdo, bom rekel, gej, ne, bi bilo korektno, da to pove, da gre s tem na volitve, ne, a ne bilo to pošteno? Ja, seveda, ne, sej mene v principu pedri ne motijo, samo motijo pa me. Izraze, to je slovenski izraz, gej ni slovenski izraz. In zakon pravi, da je v slovenščina pravi, v Sloveniji slovenščina pravi. Isto spolnijo, kako nekaj tajega, ne. To ni nič, to se je tale... Skratka, ne izključuješ, ne, kikelc moški, kako... Ja, ne, če bo nekdo v kikelcah hodil v krog, pa razglašal, da mu med nogami bingla nekaj odvečnega, v tem primeru nima kaj delati v politiki, ne. Razen lahko gre pa na zahodno Evropo, tam pa imajo radi to, ne. Še posebej v Bruslu. Zdaj, če prideš v parlament, ne, če SNS pride v parlament, boš 77 let si star, ne? Ja. 78 prihodnje leto, ne? Tako je. To boš najstarejši predsednik, sem začunil najstarejši predsednik parlamentarne stranke, če prideš noter, ne? Ja, eden more biti, ne? Kako? Eden more biti. Ni pa Desusa več, ne, da bi lahko šel Desus pa to, ne? Desus je razpadel, propadel, ne? Zdaj stranka vse generacije. Ker Desus je že sam po sebi vlačil mlade noter, ne, ko so mislili, da bojo dobili pozicijo. Zdaj pa reče vse generacije. Ne. Zdaj Zmago mora zdaj končati, ampak kot si prej rekel, ne, dovolite še dlje časa, tako da se bomo verjetno vse še enkrat srečali, ampak če imaš kakšno misel, ti zdaj pustim, zdaj še ni predvolilna kampanja, pa lahko kaj poveš, recimo, samo od sebe. Ne. Samo nekaj kratkega. Slovenijo Slovencem. Slovenijo Slovencem. To je edino geslo. Jaz sem že 91. naredimo to deželo spet slovensko,
Slovenijo Slovencem, da ga pa ponavljam. Slovenijo je treba dati Slovencem. Zdaj imamo celo vrsto Kosovarjev, ki prevzemajo pozicije in mislim, da v kratkem bodo prišli tudi na kakšna mesta županov, kamor so že prišli Srbi. Ne? Imamo Ljubljana, Maribor in tako naprej. Imeli smo celo Črnca v Piranu in tako naprej. A nimamo Slovenci dobrih kadrov? A se lahko zgodi, da bomo dobili celo, zdaj, ki se je malo spodbudil, celo kakšne stranke na neki nacionalni osnovi? Je to možno? Okay? To ne smemo dovolj. Mislim, lahko se zgodi, ne? Ja, lahko bi se zgodilo, ampak v Italiji so poskušali z neko islamsko stranko, tlele gor v Trbižu in je dobila samo 2%. Tudi se pa je tudi te zgodbe iz Filipinci se niso posebej všeč, ne? Ne, mi niso všeč, ker ti Filipinci zdaj, če pa nekdo služi, ne? Tukaj, ne? Fajn služi, ja se to je bistvo, vlačajo jih dol, da zaslužijo, ne? Je pa nekaj, če bi se sociala ukinila tistim, ki so zmožni dela in se bi dala sociala samo tistim, ki dejansko zaslužijo, bi imeli dosti delovne sile. In pa še nekaj, treba je delavca plačati. Ne da lastnik golta denar, pa poskuša vse olupiti, pa se zgodi to, da en delavc, ki ima plačo, pa žena ima plačo, pa imata 2 otroka in si ne morajo špogati, da bi šli na morje na dopustne. To je treba popraviti. Tudi to je ena od zadev, ki jo bomo popravili. Jaz sem današnjo oddajo sem naslovil, vse to boš videl, tam pač pri napovedi oddaje boš videl, da sem dal naslov oddaji Vrnitev starega lisjaka. A je to kako? Me veseli. Ja, no mislim, da me veseli. Nisem pa dal vprašanja, še bomo videli. Ja. Skratka, nič hvala, da si prišel v studio, ne? Hvala, da si povedal neki svoj misel. To je bila v bistvu današnja, mislim, tvoja ura resnice, ne? Ja, dragi gledalci, mi pa se vidimo spet prihodnič čez 2 dni in seveda ne pozabite do takrat, kjer je bojanje tudi požar.